Tule nam pa ponujajo podiranje ali razstavljanje žičnice po delih, tako, kar se nepremičnega premoženja tiče, kot tudi premičnega. Naš predlog ali pa moj predlog v tej smeri je bil, v tej smeri je, da občinski svet sprejme jasno odločitev, kako se žičnica podre, kako se izpeljejo vsi ostali postopki in potem se natančno ve, kdo je sprejel odločitev in kdo je za kaj odgovoren. Strani magistre Valentine Gorišek je bilo obrazloženo, da ta žičnica Španov Vrh že več let ni rentabilna in da je bilo o tem dovolj govora z krajani, z občani, skratka z vsemi inštitucijami tudi v Planini pod Golico. Ja, očitek občinski upravi je predvsem ta, da ves ta čas niso napravili nobene resne ali tudi naročili resne študije, kaj ta Španov Vrh v turističnem smislu kot turističen potencial pomeni, ne samo kaj pomeni ta žičnica. Stroškovni del žičnice oziroma stroški, ki so nastali vsa ta leta, so jasni in so znani in tu ni nobene rentabilnosti. Vendar sam prostor je interesanten in zaradi tega prostora bi bilo treba narediti neko resno študijo. Če se prav spomnim, je bilo v lanskem letu na občinskem svetu rečeno, da bo ta študija napravljena, pa smo šli kar mimo nje. Vi menite, da je sama diplomska naloga, kot je bilo obrazloženo, premalo? Ja, lejte, to je neresen argument, ne, veste, diplomska naloga nekoga, niti ne vemo koga, niti jo nismo brali, zato da bi težko ocenjeval in bi zvenelo, da jo podcenjujemo, samo prav gotovo pa ne more biti podlaga za odločitev.